Pozdravljeni v še eni epizodi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Te besede pogosto uporabljam, zato o njih niti ne razmišljam. Včasih pa se le vprašam, zakaj omenjamo 3 osebe, če sem se že v 1. razredu verouka naučil, da verujemo samo v enega Boga. En Bog ali 3? Pojdimo tokrat od konca proti začetku. Katekizem Katoliške cerkve pravi, da verujemo v enega Boga v 3 osebah. Očetu, Sinu in Svetem Duhu. Najbolj enostavno povedano je Oče tisti, ki je v nebesih, njegov Sin je Jezus Kristus, Sveti Duh pa je neka nevidna sila, ki deluje v ljudeh in nam omogoča, da imamo notranjo moč in stvari pravilno razumemo. Sedaj pa se skušajmo približati tej največji skrivnosti naše vere. Najprej poglejmo 2 osnovni besedi. Bistvo in oseba. Beseda oseba preprosto označuje Očeta, Sina ali Svetega Duha. Kaj pa beseda bistvo? Kdo je Bog, je zelo težko vprašanje. Lahko pa rečemo, da ima svoje bistvo. To so lastnosti, ki ga nekako označujejo. Ena izmed pomembnih lastnosti Boga je na primer to, da je vedno blizu ljudem. Bog so torej 3 osebe, vendar je Sveta Trojica kot taka samo ena. To pomeni, da posamezna oseba ni delček Boga, kakor bi bil sestavljanka iz 3 puzlov, ampak je vsaka od oseb v celoti Bog, ker ima v celoti vse njegove lastnosti. Čeprav ima vsaka oseba isto bistvo, pa so si med seboj stvarno različne. Kaj to pomeni? Vzemimo za izhodišče agregatna stanja vode. Vedno ista snov se pojavlja v 3 oblikah. Tekočina, led in para. Pri Sveti Trojici pa je malo bolj zapleteno. Bog se ne samo pojavlja v različnih oblikah, ampak se osebe razlikujejo tudi po snovi. Kljub različni snovi pa imajo isto bistveno lastnost. Tako Oče kot Sin in Sveti Duh želijo biti blizu ljudem. Pojdimo še k zadnjemu koraku. Osebe Svete Trojice so kot nekakšna družina. Družinski člani so si med seboj različni, hkrati pa jih povezuje to, da so iz iste rodbine in imajo med seboj odnose. Enako tudi osebe Svete Trojice ne morejo obstajati drugače kot v odnosih. V kakšnem odnosu sta Oče in Sin je jasno že iz njunih imen. Sveti Duh pa izhaja iz obeh. To pomeni, da sta ga nad ljudi poslala tako Oče kot Sin. Oče, na primer, ko je z njegovo močjo ustvarjal svet, ali pa je Marija brezmadežno spočela. Jezus pa, ko ga je na binkošti poslal nad apostole. Ja, tokrat smo načeli res težko vprašanje o Sveti Trojici. In verjetno se ti vse skupaj še vedno zdi zelo zamotano. Vendar ne skrbi. Velikih stvari pogosto ne razumemo in odgovori na mnoga vprašanja se odkrivajo šele postopoma. Zato le potrpežljivo. Mogoče ti pa že v kratkem kaj prišepne Sveti Duh.